Živijo, midva pa iščeva likovno urednico. O, to sem pa jaz. Kar naprej. Kaj dela likovni urednik? Likovni urednik sodeluje z uredniki otroškega in mladinskega leposlovja, pa tudi trivialnega leposlovja, pa tudi s knjigami odraslega leposlovja, z vsemi tistimi, kjer so vključene ilustracije, največkrat takrat. Mogoče pa kar pogledamo na konkretnem primeru. Tukaj imamo italijanske pravljice. Leta 1956 so prvič šle v Italiji in kar 2 leti se je Italo Calvino ukvarjal z zbiranjem ljudskih italijanskih pravljic. In preden v bistvu ilustrator dobi v delo tako knjigo, jo mora najprej nekdo prevesti. In ko je knjiga prevedena, ilustratorka in vsi mi začnemo pač besedilo brati. Aha, najprej nastane besedilo, potem pa pridejo na vrsto ilustracije. Ja, tako je. Jaz kot likovna urednica največkrat predlagam več ilustratorjev in potem pogledamo, kdo bi bil najbolj primeren za določeno besedilo. No, v tem primeru smo povabili k sodelovanju Ano Zavadlav. Ker imam ravno njen blog tukaj, lahko pokažem, kako so izgledale skice. A to so originali? To so originali, ki se potem poskenirajo. Tudi zato skrbi likovni urednik, da vse ilustracije preidejo iz papirja potem na računalnik. Ampak te ilustracije so barvne. Ja, to je narisano z ogljem. V knjigi pa jih je Ana, če pogledamo ta isti primer, še preden sem jih dobila, digitalno pobarvala. A lahko danes poznava Ano? Kakšna sreča, danes je ravno na obisku, tako da mislim, da je nekje v hiši, jo bom poklicala. Ana, živjo, a lahko prideš kar gor? O, živjo, Ana. Živjo, No, živjo. kakšno srečo imaš, danes imam obisk. Lepo. Na kratko povem, zakaj je Ana danes tukaj. Prinesla je v bistvu skice za novo knjigo. Naslov je Dekle obljubljeno soncu. Ja, to ste vi narisali. Ja, to so zdaj, niso še končne, to so samo skice. Ampak te risbe so čisto drugačne kot v teh italijanskih pravljicah. Ja, res je. Tiste so bile z ogljem delane, to je pa skice sem delala kar na računalnik. Smo določili, da bojo to v bistvu bolj kakor, da bojo to prostori, kjer se pravljice dogajajo. Recimo planina, vas, mesto, gozd, reka. In zato je vse skupaj, se mi zdi, k pravljicam gre noč, zato je tudi toliko te črne. Da samo naštimam prostor, kjer se bo to dogajalo. Vse drugo si boste pa vi lahko predstavljali. Kaj pa te osebe pomenijo? Pravljica govori o Špelci, ki je velikanka, ki je voz kar zdrobila. Ampak po, ko sem naredila skico, mi tale ni bila preveč všeč, tako da na koncu sem se odločila za to. Ostali so samo škornji pa flaška, ker se je napila. Kaj pa potem, ko so ilustracije pripravljene? Zdaj pa pride celota, se pravi besedilo in ilustracije v roke oblikovalcev. Sanja, kaj pa vaše delo? Jaz pa dobim takole besedilo posebej, mi ga pošlje urednica, potem dobim ilustracije posebej, mi jih pošlje likovna urednica in nato vse skupaj združim v celoto. Najprej določam odmike gor, dol, levo, desno, potem se pa ukvarjam še z drugimi rečmi, recimo z velikostjo pisave. A se vam tale zdi okej? Premajhna. Malo premehno. Ja, v tako velikost damo opombe. Pa ta? Preveliko. Ja, ta je kar velika. Kaj pa ta? To je v redu. Ja. A vedno so take črke v knjigah? Ne, ni nujno. Pisav imamo zelo veliko vrst. Recimo, če bi tukaj izbrali neserifne, bi izgledali tako. Te ponavadi pri revijah uporabljamo, pri leposlovju niso toliko pogoste. Pa recimo tole, kako se vama zdi? Zanimivo, ampak ni lih za celo knjigo. Bi težko brala, ne? Ja. Zato sem pol prišla spet na tole. In vi tako pazite, da je knjiga pravilno oblikovana? Tako, da jo lahko otroci potem lepo preberete.